Dober dan, lep dober dan. Drugi podcast Človeštvo pred AI-jem v slovenščini, tokrat z angleškimi podnapisi. Jaz sem Miha Berčič, ustanovitelj Breaker Even Solutions Wilderness Academy in učitelj preživetja v naravi, povezovanja z naravo in odkrivanja divjega dela nas v sebi. Z mano je Boris. Boris, prosim, če se malo predstaviš. Živijo, Boris Vrtičkar, permakulturni. Odlično. To je vse, kar je za danes pomembno, oziroma za današnji sodobni svet, ostalo so pa samo dobrine, kar temu pripomorejo, no, tako bi jaz rekel. Še boljš bi bilo, če bi bil divjak, ampak nimam dovolj znanja, da bi šel v to področje. Tukaj ti jaz malo pomagal. Skratka, danes bova majčkeno govorila o samooskrbi, vrtičkarstvu, povezovanju z zemljo in v bistvu vplivu AI-ja na vse te pridelovalne sisteme in različne pore človeškega pridelovanja in ustvarjanja na tem planetu. Ja, pa kar začni, prosim. Ja, jaz bi izpostavil, kako sem jaz razmišljal kot otrok, pa kako je razmišljanje se spreminjalo skozi čas. In kot otrok nisem videl bistvene prednosti samega vrta. Mama je delala na vrtu, jaz sem vse njeno delo povezoval kot izgubo časa, oziroma vse, kar je bilo, da je bilo več od samega pridelovanja, da je bilo neko lišpanje vrta, sem jaz povezoval kot, kar nimaš res kaj drugega delati na tem svetu. Čeprav je bilo tisto za dušo dobro, za sproščanje, za sam stik z zemljo, za elektrolite pridobivati. Mislim, toliko pozitivnih efektov danes vidim, ko jih takrat nisem niti približno. Sem menil o teh pozitivnih efektih. S časoma, ko sem odraščal, sem začel videti, da obstajajo rahli problemi v trgovinah, zaradi tega, ker je hrana zastrupljena. In potem to začel povezovati, ok, mogoče je pa dobro, da sami kaj proizvedemo. Predelamo. In na faksu se mi je pa porodilo, da sem enega dneva si zaželel ekoloških jabolk in se šel na internet, takrat sem živel nekje drugje, neglih tam, kjer sem vajen poznati kmetov okoli sebe. Na tistem območju in v pol ure brskanja po internetu nisem najdel enega kmeta, ki bi to prodajal. S tem, da sem diplomiran računalničar, programer in bi mogel biti vešč iskanja po Googlu še posebej. No. To me je rahlo razočaralo in sem takrat rekel, ja, bom pa naredil neko aplikacijo, ki nam bo nek pripomoček k temu, da bomo lahko kmete povezovali direktno s prodajo. Tako da pokličeš kmeta, rečeš to pa to si želim, nabereš neko svojo košarico in jo pripelješ na dom. Oziroma potem so se ustvarile še neke boljše ideje in videl sem tudi, da obstajajo v Sloveniji že ljudje, ki se s tem tudi ukvarjajo, sem so bili iz Ljubljane. To so bili letni časi. In to je bila ena ekipa ljudi, ki so potem razdelila na 3 dele. In jaz sem začel z eno od njih sodelovati. Smo imeli v Ljubljani zrihtano, organizirano, da so potrošniki lahko masovno naročali hrano preko spleta in jo potem prevzeli direktno od kmeta. Kar pomeni, da kmetje so se zbrali na določen dan ob določenem času, bili tam 3 ure, mi smo bili pa vmesni člen, ki smo od strank potrošnikov pobirali naročilnice. To je trajalo, mislim, da en teden. Potem se je naročilnica zaprla in so kmetje mogli pripraviti to hrano in jo potem na en dan prinesti k njim. To je bilo zelo dobro za kmete in za potrošnike in tudi za nas. Mi smo kot nagrado dobili nekaj zastonj hrane. Nažalost nismo še prišli do keša, ker ni bilo dovolj odjemalcev. Potem kmetje so bili na plusu, ker niso rabili toliko časa čakati na stranke in so raje ta čas svoj posvečali oskrbi svoje kmetije. Potem potrošniki so imeli pa tudi to srečo, da niso rabili potem od kmeta do kmeta hoditi na dom, zgubljati denar za bencin, pa kilometrino, pa svoj čas, ampak so vse dobili na enem mestu. To je bilo že skoraj tako, kot bi prišel v en supermarket. Ja, pa kmet je
večino profita on pobral, ne? Bom rekel, ne pa Vse, tisti posredniki vmes. Tako. Ne? S tem, da naša marža ni bila toliko, da bi lahko stroške pokrili. Mi smo mogli sami stroške pokrivati s svojim denarjem. Ne, nismo niti toliko dobili nazaj. Ampak nam je bilo v interesu, ker smo še zmeraj verjeli v prihodnosti, enkrat pa bo prišel ta trenutek, da bomo tudi imeli nek dohodek od tega. Pa smo se dolgo trudili, ne, in je bila kar orenko investicija, prijatelja sta dala ogromno časa v to, plus še nekaj drugih prijateljev. Nekako 3 smo res aktivno delali v tem tako pol leta. So pa še drugi, ki so malo manj aktivno delali, ki bi jih tudi vsaka čas, da so se trudili, vključno s kmeti. Naš projekt potlej zaradi raznih osebnih zadev, družinskih, ni bil speljan do konca, po pol leta je nekako energija padla, ker ni bilo dosti dohodka in je bilo preveč investicije. Kar pomeni, bi rabo to nekdo delati, ki ima že kapital. Zdaj, zakaj pa? Zaradi tega, ker je bilo zelo težko privabiti kupce k temu, da pridejo k nam. Vsi so imeli nekako v glavi, ja, ekološka hrana je draga, kar je tudi v trgovini res. Zdaj, če pa ti ustvariš tako verigo, kot smo jo mi hoteli narediti, pa smo jo pač v manjšem obsegu, je bila pa hrana sorazmerno poceni. Nismo dosti odstopali z ekološkimi produkti od samih konvencionalnih produktov. S tem, da jaz nisem bil niti tam kot član, jaz sem bil tam prostovoljc, programer prostovoljc. Tako to je bila ena taka luštna zgodba, potem se je 3-krat ponovila. 3-krat smo probali zalaufati na različne načine, smo že bili tako vsi nasmejani, zdaj bo poratalo in potem se je stvar ustavila. Zdaj spet, prijatelji spet naprej delajo, imajo oskrbovalnica.si, danes se je en drug programer potrudil, pa naredil platformo na način, kot je treba. Mi smo v startu nekako, po moji ideji, bolj po ideji kolega, ki ni vedel toliko o samem programiranju, smo šli na Magento platformo, ki je spletna trgovina in omogoča tudi naročanje, brez da rabiš naprej stvari plačati. Pa fejs draga. Mi smo vzeli brezplačno, ker je odprto kodna. Poznam, ja. Fail je bil pa v tem, ker je vsak produkt za vnos trajal 5 minut, kmetje so pa čisto vsak dan, v narekovajih, vsak dan spreminjali svojo to, kar bodo ponudili. Ja. Zato, ker jim je včasih krompirja zmanjkalo, včasih fižola zmanjkalo, ker mi smo tudi delali s kmeti, ki nimajo proizvodnjo za celo Slovenijo v narednicah nahraniti, ampak z malimi kmeti. Plus z enimi tudi večjimi, no, ko smo imeli, ne vem, par, ne vem, če nima en celo več kot 10 hektarov. Niso pa to neki kanadski kmetje, kjer tam imajo velike kombanje za 3 traktorje. Ja, valjda, ja. Danes je zadeva zlaufala, tako da je programer naredil svojo aplikacijo iz nule, bom skoraj tako rekel. No. Ni se posluževal nekih tretjih odprtih kodnih stvari, ampak iz neke svoje intuicije, kako je treba stvar zarihtati. Tlej imaš pol več opcij, hitrejš lahko samo funkcionalnost naročanja izpelješ, dodajanje produktov. Ne vem, jaz bi mogel še vprašati točno, kako je njim to zdaj ratalo, ampak šel je v bolj pravo smer, evo tako. In zdaj je stvar se ohranila, saj do te točke, do par dni nazaj, ko sem še videl to stran kar. Cool. To praviš v bistvu tudi, da sam gojiš, imaš svoj vrtiček. Tako. To je bila pa naslednja stvar. Ko sem jaz ugotovil, da je tudi ekološko kmetijstvo do določene mere sporno, tam se še zmeraj uporabljajo določeni pesticidi, sicer pravijo, da dokaj varni, ampak so, medtem ko permakultura tega ne rabi nič. Ja, res je. Tako da mi je začelo to precej mikati in sem se potem udeležil enega tečaja PDC na kmetiji Veles. Tam smo bili, mislim, da enih 10 ali 14 dni na izobraževanju. Smo imeli permakulturne učitelje in bi jih zelo pohvalil. Če boste kje srečali opcijo permakulturni design course, pejte tja.
v katerem koli času tega bivanja, ali tudi če bo AI ali ga ne bo, tam zveš bistvene stvari za življenje. Razen, če imate še večjo srečo, da boste pa lahko šli k divjakom, to pa ne vem, še koliko časa bodo ti obstajali. No. Bomo obstajali. To je pa vedno več urbane dece se podivljuje. Dobro. Jaz skrbim za to. Cool. Super. Poznaš kaj uporabo tehnologije za proizvodno hrane? Recimo, o čem ti si zdaj vse govoril, je direkten kontakt z zemljo, permakultura, biodinamika, ekološko kmetovanje, mogoče, ajde rečemo, tega, ki je največ v Sloveniji, kako se že reče, integrirano kmetijstvo, ne? Ampak obstaja ogromno nekih sistemov, ki so visokotehnološki, recimo, ne vem, hidroponika, potem akvaponika, pa ostale druge zadeve, ko v bistvu uporabljajo tudi ogromno nekih senzorjev, ogromno predpripravljenih substratov oziroma pač substrate, ki jih rastline potrebujejo, ki so raztopljene v vodi in se jih potem mikrodozira dobesedno lahko zdaj že čisto za vsako rastlinco. Ne. Se pravi, točno ta rastlinca smo s temi senzorji zaznali, pa nafilali zadevo v neko nevronsko mrežo, v neki AI. Rabi mečkam več dušika, malo manj fosforja, bomo tega tukaj mečkam tako prilagodili, medtem ko sosedna solatka zraven, pa mečkam več kalija, pa bomo tam lepo mikrodozirali. To bi se vse dalo, ja. Vse bi se dalo, tudi računalništvo bi lahko temu pripomoglo, ampak se da brez tega. Jaz sem videl primere uporabe, kjer so z akvaponiko dosegali nek celostni sistem, bom rekel skoraj da. Upeljali so kokoši, ribe, imeli so neke prekladalnike, tako da se je vse med sabo dalo v neko simbiozo. Kokoši so dali ribam to, kar ribe rabijo za preživetje, ribe so dale to, kar alge rabijo, alge so dale to, kar solata rabi in potem solata je dala to, kar človek rabi. Pol je pa človek spet dal hrano kokošem in je bil cel krog. Super. Tako da tle je bil človek tisti, ki je videl, kje manjka in je z rokami dodal. Ne? Zdaj, če bi hotel ta sistem večji ustvariti, mogoče, da bi že rabil neke tehniške pripomočke. Predvsem se je meni zdela zanimiva en film, en krajši posnetek video, je bilo I Fell in Love in Fish, mislim, da je bilo naslov. To je bil en model, ki je, ne vem, ali je bila to Španija, kjer je država, je tudi ustvaril en tak sistem simbioze, kjer so se ljudje čudili, kako je on iz enega jezera, oziroma v jezero se je stekala reka. Mislim, da se temu še zmeri reče jezero. Potem je šla pa naprej iz tega jezera dalje. In v tem njegovem jezeru je on vzgojil toliko raznovrstnih rib, da se ni nič obremenjeval takrat, ko je jata ptic preletela več 10 kilometrov stran, zato ker je vedela, tle so pa dobre ribe. In je bil ves vesel, je rekel, tle ti bodo vse pojedle. In je rekel, they have feast. Obred, fešto, 20% rib mu bodo odnesle, super, dober ekosistem. Tako da tu je bila tudi neka taka simbioza med pticami, ribom in človekom in point je bil pa še dodaten. Voda, ki je tja pretekla, je iz različnih smrti pretekla v to reko in je bila baje onesnažena. Ven je prišla pa čistejša, kot bi prišla iz nekega izvira. Zanimivo. Tako da tam noter je bila res orang predelovalnica vsega, ogromno nekih bakterij. Ja, če biološki sistem ni preobremenjen, nekako ohranja neko to homeostazo, neko ravnovesje in je sposoben samočistilnih sposobnosti, blazno velikih. Tudi obstaja ogromno bioloških metod očiščevanja, tudi razlite nafte pa tako naprej in pač to se bo verjetno zdaj začel s pridom uporabljati v prihodnih desetletjih, da mečkam sčistimo ta planet, ki smo ga toliko zasvinali.
No, pa mogoče, ker veliko govoriš o neki simbiozi, povezovanju teh, bom rekel, višjih pozitivnih odnosih med raznimi deležniki v nekem sistemu, zaprtem ali pa odprtem, kako si ti predstavljaš to simbiozo človeka oziroma pač nekega naravnega sistema za predelovanje s hrano pa AI-ja? Jaz sem imel, predtem sem delal diplomsko nalogo o iskalniku ekoloških kmetij. Sem imel zamisel delati diplomsko nalogo o zavest in umetna zavest, ja ali ne. In tam sem videl, da je precej spora oziroma neskladij med tem, kaj umetna inteligenca sploh pomeni in kaj zavest stroja pomeni. Kaj vse, kateri faktorji morajo biti uresničeni, da lahko nekemu stvoru rečeš, ta je pa živo bitje oziroma zavestno bitje, to je pa umetno inteligentno bitje in tukaj ni skladja. Tako da na začetku, predem karkoli rečem o tem, moram reči, da jaz nimam neke svoje definicije in tudi težko rečem, ali bo možno sodelovanje ali ne, ker je težko reči, ali ta umetna inteligenca sploh obstaja. Je bilo že polno nekih nategov, kjer naj bi stroj dosegel ne vem kakšne vse funkcionalnosti, pa se je potem izkazalo, da je vse samo en velik pomp, zato ker so bile velike subvencije. In če si rekel, da je ta stroj dosegel te in te funkcije, potem si dobil od vlade ali od koga že velike denarje. Pa je pa projekt utišal se in nisi več videl nobenega oglasa ali karkoli v tem ne duha, ne sluha. Ja, mislim, da bom rekel, nevronske mreže so že na zelo visokem nivoju. Zdaj vprašanje, umetna inteligenca, ali je zavestna same sebe, ali je to samo nekaj vprogramirano, tukaj so zdaj pač debate, jaz tudi tukaj nisem strokovnjak, niti tega področja, to spremljam ljubiteljsko, ne spremljam znanstveno poglobljeno, nimam kompetenc za to tudi. Tudi ti verjetno tukaj bi kaj boljš vedel? Nimam tudi jaz ne kompetenc, ker tle gre za čist drugačen način programiranja. Ja, vem, ja. Vem, da se da stroje marsikaj učiti in da tudi obstajajo algoritmi, ki učijo učenja. Verjetno, da z hitrejšimi procesorji in rami in diski in superračunalniki to zelo hitro napreduje, nepredstavljivo našim možganom, bom rekel, oziroma našim učnim zmožnostim, ampak učnim zmožnostim sem na nekaterih področjih. Ja, ni tako velike širine. Umetna inteligenca oziroma nevronske mreže tako posnemajo človeške možgane, pa njihov način učenja. Zdaj pa nevronska mreža je ponavadi toliko dobra, kakor so dobri podatki, ki jo krmijo. Predvsem pa količina teh podatkov, kar v bistvu tele napravce, naši mobiteli zelo dobro generirajo vsakodnevno. Mi hranimo tega otroka, ki bo zdaj počasi se rodil v polnem cvetu. Jaz bi dal en primer, kjer umetna inteligenca je že vpletena pri opazovanju vremena, kakšne bodo napovedi za jutri, ali bo dež padel ali ne. Jaz imam tako srečo, da vedno, ko pogledam ob tej vsej zmožni narekovajih umetni inteligenci, kakšna bo vreme jutri, imam to srečo, da ni prav. Toliko tem, koliko napredna je umetna inteligenca v praksi, vsaj te javno dostopni praksi. So pa precej napredovali v sledenju, pa v recimo umetna inteligenca sama se uporablja v telefonih. Pa video analiza, kamere, spremljanje, surveillance. Pa zaznavanje, pa prepoznavanje obrazov, recimo. Ja, to je vrhunsko. Vse, kar gre v to, da nas nadzoruje na vsakem koraku. Da vejo, kje si, kaj delaš, kaj boš kupil, da znajo že napovedati preko spremljanja ogledov raznih reklam in spletnih strani na samem Googlu. Kdaj boš kupil? Pa še kaj več, znajo tudi napovedati, da je ženska nošeča, še preden ve. Ja, vidijo,
pride obdobje, ko začne ženska iz Kupovati kisle spremljanja kumarice. teh strani, ja, recimo, ne vem točno kaj, ne, začne se vračati na ene druge stvari, kar iz 1, 2, 3, od danes na jutri začne druge stvari spremljati in povežejo to potem, a to se pa pri nosečnicah dogaja. The best. In potem mi ponudijo reklame, ki so vezane na nosečnost, kar ima ona že to v podzavesti. Se pravi, Zdaj, če te skrbi, a je tvoja žena noseča, ne, pogugli. Vprašaj AI, on bo zihar vedel. Cool. Dobro, mogoče še jaz bi kakšna... zdaj z vremenom rekel, ne? Ja, kako je? Uporabno bi bilo AI uporabiti ali pa karkoli za zaščito svojega pridelka pred točo. The best. Ne, in tle bi bilo dobro veliko stvari investirati, ker zgubiš cel pridelek letni lahko. Ne, in pa si The v best. paniki. Lahko Ja, tudi ideja. neke zaščite pred sušo. Več vode dovesti, več vlage upeljati noter, če imaš recimo tople grede. Skratka, kdorkoli posluša, pa se ukvarja z modeliranjem, tukaj je ena zelo dobra niša. Vemo, da se vreme spremenja zaradi takšnih in drugačnih človeških dejavnikov oziroma globalnih sprememb in tukaj je en dober produkt, ki se ga lahko razvije, ki bo pomagal enemu ne samo obogateti, ampak nasplošno ljudem ohraniti neko svojo prehransko neodvisnost, no, bom tako rekel, ali pa našo varnost, ki pravijo pa je, da bomo zdaj brez hrane ostali. Cool. Smo na času. Moramo zaključiti. Hvala za tvoj čas, mogoče še sklepna misel. Težko misel sem več povedal. V redu. Dajmo čim več stvari lokalno proizvesti. Če pa že uvažamo, probimo kupovati od zanesljivih virov, kjer ni izkoriščanja samega ekosistema, izkoriščanja v smislu uničevanja, kar pomeni uničevanja tropskih gozdov, drugih gozdov in tu mislim delanje golosekov. Moramo preveriti sami, priti do teh informacij, tistih, ki jim lahko zaupamo in preveriti, ali je vir zanesljiv ali ni. Če ni zanesljiv, raje ne kupiti, pejte druge stvari kupiti. Recimo en tak primer imamo zdaj pri kakavu, ko sem jaz začel googlati o tem, kaj vse stoji za pridelovanjem kakava in da je 70% vsega suženjstva otrok povezanega s pridelavo kakavov, da je 60% kakava iz držav, kjer je suženjstvo in kjer ljudje dobijo po $1 na dan in kmetje 6% od tega, kolikor je kakav na koncu prodan, sem rekel, ne bom več jedel kakava. Na kar sem dobil zanesljive vire iz Brazilije in pristal na tem, da ceremonialni kakav od ljudi, ki delajo s srcem zemljo in en z drugim še lahko kupam. Ja, super. Hvala. Super. Odlično. Torej, še vedno moramo pridelovati svojo hrano, biti samooskrbni, za kakšne stvari, no, pa bo verjetno tudi AI sigurno pomagal. Hvala, Boris, da si bil naš gost. Hvala. Subscribite se in počakajte na naslednjo epizodo, 3. del sledi kmalu in se vidimo, srečno.